Murskem dnevniku. Štuhčeva pripravljena na novo sezono. Prosto gibanje v Evropski uniji. Pošta Slovenije končala stavko. Odločitev o direktorju. Vreme jutri pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Za najboljšo slovensko smučarko Ilko Štuhec je pestro poletje in naporno obdobje rehabilitacije. Zdaj je ponovno pripravljena na največje napore. Ilka Štuhec je po naporni rehabilitaciji v zadnjih mesecih začela z intenzivnimi pripravami na novo sezono. Ja, sem se kar nekako znašla, sem se obula in odpeljala neke fejs, me ni bolelo, malo sem sicer tipala, kako in kaj, kako bo telo reagiralo, kako bo kolena in vse, ampak je šlo vse super, tako da sem si hitro začela fej zaupati in sem lahko delala na tem, kaj pač trener zahteva od mene. Počasi se vrača tudi samozavest. Malo še manjka tisti zadnji detajli, da potem si na tekmi res 100 ali še več, 120%, da si res popolnoma zaupaš, ampak to verjamem, da bo nam zdaj uspelo v tem zadnjem delu priprav. Seveda se tudi letos obetajo novosti. Vedno greš naprej, vedno iščeš nekaj še boljšega, nekaj, kar pač še bolj odgovarja, da še bolj posluša mogoče v nekih trenutkih, oprema pač, ki res milijon% zaupaš. Tako da ja, to vedno gre naprej, vedno pač se izboljšuje, se razvija, se probava. Tako nekaj odgovorov smo že dobili, verjamem pa, da jih bomo še več zdaj v naslednjem. Najbolj pomembno pa je, da ima okoli sebe ekipo, ki ji povsem zaupa. Bistveno lažje greš čez kakšne ovire, če pač ekipa diha kot eno, če smo skupaj, če se razumemo, če se imamo fajn. Na nek način malo pač znam s tem, kako in kaj, se že kar nekaj časa sem zdaj v takšni mali svoji ekipi. Najbolj bi po moje lahko izpostavila to, da ne vem, če ima kdo kakšen problem, dejansko priješ do človeka, mu poveš, kaj te moti, kaj želiš mogoče, kaj pričakuješ mogoče drugače ali karkoli, ampak nekako niso imeli takih trenutkov, zato ker smo na isti valovni dolžini, vsi vemo, zakaj delamo in res, ko se dela, ko pa je to mimo, pa pač se znamo tudi pogovoriti, se imeti fajn in vse ostalo. Povratek v svetovni pokal pa se bo zgodil 6. decembra na smuku v Kanadi. Evropska komisija je pred dnevi objavila nov razpis v okviru pobude Discover EU, ki je namenjena 18-letnikom in 18-letnicam, ki želijo potovati in izkoristiti pravico do prostega gibanja v Evropski uniji. Več o tem nam bo povedala Matejka Smodiš z informacijske točke Europe Direct Pomurje. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Povejva za začetek, koliko mladih Slovencev je že bilo nekako uspešnih v teh različnih razpisih? Ja, v Sloveniji se je dejansko na ta razpis prijavilo več kot 2000 mladih, od tega je bilo uspešnih 200. Več kot 270 tisoč pa se jih je prijavilo iz celotne Evropske unije, od tega pa jih je prejelo brezplačne vozovnice kar 50 tisoč. V teh dneh nekako poteka 4. razpis. Kaj morajo mladi vedeti? Ja, vsi tisti mladi, ki se prijavijo na ta razpis Discover EU, morajo dejansko izpolniti oziroma izpolnjevati določene pogoje. In eden izmed teh pogojev je ta, da morajo biti stari 18 let. To pomeni, torej vsi tisti, ki so rojeni med vključno 1. januarjem in 31. decembrom 2001. Drug pogoj pa je ta, da morajo imeti državljanstvo ene izmed držav članic Evropske unije. Do kdaj se je potrebno prijaviti? Kako nekako poteka ta način prijave? Ja, prijavo je potrebno oddati do 28. novembra 2019, natančneje do 12. ure. Za vse zainteresirane pa vabim, da obiščejo dejansko spletno stran Discover EU, kjer si lahko pogledajo vse podrobnosti glede te prijave. Dobro je vedeti, da prijava poteka samo prek spleta. Se lahko prijavijo tudi skupine mladih? Ja, dejansko potegujejo se lahko za te brezplačne vozovnice vsi tisti, ki so stari 18 let, sami ali pa vzamejo s seboj največ 4 prijatelje. Tudi ti prijatelji morajo izpolnjevati določene pogoje
in vsi tisti, ki bodo pri razpisu uspešni, bodo lahko potovali najmanj en dan in največ 30 dni, in sicer v času od 1. aprila do 31. oktobra 2020. Najlepša hvala za ta pojasnila. Hvala za vabilo. Pogajalski skupini sindikata poštnih delavcev in vodstva Pošte Slovenije sta po več kot 8 ur dolgih pogajanjih v torek pozno zvečer zbližali stališča in dosegli dogovor. Stavka, ki jo je sindikat začel v ponedeljek, je tako po 2 dneh preklicana, upravljanje storitev pa bo danes spet potekalo nemoteno. Po koncu večurnih pogajanj so iz sindikata in Pošte Slovenije v skupni izjavi sporočili, da so dosegli dogovor. Dogovorili so se o načinu zaposlovanja v letu 2020, zvišanju mase plač zaposlenih v poštnem prometu v referenčnih obdobjih za leto 2020 in področju varnosti in zdravja pri delu. Masa plač za delavce v poštnem prometu se bo povečala za 7,5 milijona evrov, ostalih podrobnosti dogovora pa za zdaj niso razkrili, piše STA. Vsem strankam se zahvaljujejo za potrpežljivost in zagotavljajo, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da čim prej dostavijo vse pošiljke, ki med stavko niso prišle na svoj naslov. Svet Zavoda zdravstvenega doma je včeraj na svoji seji odločal o novem direktorju zdravstvenega doma Murska Sobota. Na seji sta se predstavila 2 kandidata, in sicer dosedanja direktorica Edit Žižek Sapač, ki se za mandat poteguje tretjič, in mestni svetnik Miran Forjanič. Svet Zavoda je odločil, da bo v imenovanje mestnemu svetu predlagal dosedanjo direktorico Edit Žižek Sapač. Na tajnem glasovanju so za Žižek Sapačevo glasovali 4 člani sveta zavoda, za Forjaniča pa 2. Soglasje k imenovanju mora dati mestni svet, predlog pa bo še prej potrdila ali pa tudi ne kadrovska komisija. Svet zavoda sicer šteje 7 članov, od teh 3 predstavnike zaposlenih, predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 3 predstavnike ustanovitelja. Slednje imenujejo župani. V letu 2010 je bil soboški zdravstveni dom rekorder v izgubi med vsemi zdravstvenimi domovi v Sloveniji. Tedanji dolgoletni direktor Jože Felkar je pridelal kar za 800 tisočakov izgube ali pravilneje presežka odhodkov nad prihodki. V lanskem letu pa je po javno dostopnih podatkih imel zdravstveni dom 321 zaposlenih in posluje pozitivno z 277 tisočaki presežka prihodkov nad odhodki. V letošnjem letu zdravstveni dom gradi prizidek prostorov za specialistične obravnave, stavbo pa so tudi energetsko sanirali. 17 organizacij je včeraj vložilo pritožbo pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj zaradi kršitve odgovornega poslovnega vedenja glede dejavnosti hidravličnega lomljenja podjetja Ascent Resources v Sloveniji. Lidija Živčič iz Fokusa, ki je ena izmed organizacij podpisnic, je pojasnila, da s pritožbo družbe Ascent Resources zahtevajo, da svoje dejavnosti Sloveniji izvaja v celoti v skladu s smernicami Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Glede na težo kršitev smernic, predvsem glede možnih škodljivih vplivov na zdravje in okolje zaradi frackinga, menimo, da se upoštevanje smernic lahko zagotovi le tako, da podjetje preneha izvajati dejavnosti hidravličnega lomljenja v Sloveniji, pojasnjuje Živčeva. Pritožniki družbe Ascent Resources, ki črpa plin v Petišovcih, najbolj očitajo nespoštovanje smernic, ki se nanašajo na prispevanje podjetij k trajnostnemu razvoju. V pritožbi tako navajajo, da podjetje ni sprejelo ustreznih ukrepov za preučitev in reševanje morebitnih vplivov na okolje, kot so onesnaževanje vode, onesnaževanje zraka, škodljivi vplivi na pokrajino in ekosisteme, ustvarjanje nevarnih odpadov ter povečanje tveganja potresov in povečanje radioaktivnosti. Pritožba je prvi primer, ki bo vložen na nacionalno kontaktno točko Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj v Sloveniji, zato tudi tuje organizacije spremljajo, kaj se bo dogajalo s primerom, še pravijo v civilni družbi. Na Sobota.info poročajo o prodajalni z dušo v središču mesta. Več o tem na sobota.info.com, mi pa si pogledamo še kratke novice.
Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bo ponekod od juga znova začelo deževati. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli deževen dan s temperaturami okrog 13 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko in Murski Soboti namerili 6, v Lendavi in Radencih pa 7 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bo ponekod od juga znova začelo deževati. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 2 do 3, dnevne pa od 9 do 10 stopinj Celzija. V petek bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji oblačno in deževno, drugod bo spremenljivo oblačno in večinoma suho. Ob morju bo pihal zmeren, občasno okrepljen jugo, ponekod drugod jugovzhodni veter. V noči na soboto se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. V soboto bo oblačno z občasnim dežjem. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 3 do 8, dnevne pa od 10 do 16 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.